Hvala lepa, Irena, za tako prijeten uvodni nagovor. Jaz mislim, da skoraj več o sebi težko povem lepega, kot si ti sama povedala, in res je, z Ireno sva bili kolegici v poslanskih klopeh in na te čase imam zelo lepe spomine. Tudi na čase, ko sem že hodila tukaj po vaši dolini, tako kot je Žan omenil, in smo skupaj obiskali prenekatero ali domačijo, podjetje, pa tudi srečevali se z vami ljudmi in res tudi na to imam samo lepe spomine, veliko prijaznih ljudi sem srečala v teh koncih. In tudi danes so mi rekli, da vas bo malce manj tukaj, kot vas je, zato še enkrat hvala za tako lepo udeležbo. Rekli so mi pa tudi, da povem kaj o moji odločitvi oziroma o mojem videnju predsedniške funkcije. Kandidiram preprosto zato, ker želim nekaj narediti, da bo v tej državi, naši ljubi Sloveniji, kaj drugače. Če vprašate ljudi, več ali manj pravijo, da stanjem v državi niso zadovoljni. Ampak ne glede na to, kaj malo ljudi nekaj stori za to, da bi bilo res drugače. In jaz nisem ena izmed tistih, ki se samo pritožuje in ki negoduje in ki kritizira, ampak kot vidite po moji nekako poklicni poti sem pripravljena vložiti tudi zelo veliko svoje energije v to, da sama pripomorem k temu, da bi bilo drugače. In to, kar je pač danes tukaj dejstvo, da sem kandidatka za predsednico Republike, seveda ni bila lahka odločitev, ker zame to ni avantura. Jaz zastopam v tej igri največjo, najbolj ugledno, najmočnejšo, tudi na javnomnenjskih raziskavah, najbolj priljubljeno stranko v Sloveniji. In zastopa takšno stranko ni mačji kašelj. Zato sem seveda izjemno ponosna, da so mi veliko zaupanja oziroma popolno zaupanje, bi skoraj lahko rekla, naklonili tudi moji kolegi oziroma tisti, ki so me potrdili kot kandidatko na svetu stranke. Jaz sem dobila, naj se pri tem pohvalim, ker mislim, da je to zelo pomembno, 97% podporo ob tem, da je bilo glasovanje tajno. To se mi zdi, da je kar dobra popotnica, pa ne samo to. Dobra popotnica so tudi predvsem tisti ljudje, ki jih srečujem takole ob poti, že v preteklega pol leta, pa tudi sedaj, ko mi dajo podporo, pa so ali iz naše stranke, ampak pogosto pa tudi ne iz naše stranke, so drugih političnih prepričanj. Ali pa sploh niso nobenega političnega prepričanja, ker ne boste verjeli, tudi v Sloveniji zelo veliko takšnih, ki jih ne moremo popredalčkati nikamor. Vsi ljudje v Sloveniji so pomembni, vsi. In jaz bom predsednica vseh ljudi. Tak je tudi moj slogan. Prišel je tako na hitro, iz glave, naenkrat spoštujmo in sodelujmo. Imam res veliko izkušenj iz tega političnega prostora in mislim, da je pri nas premalo sodelovanja. In zato smo v nekakšnem krču, ne moremo naprej. Pogledate v parlament, skregani so drug z drugim, če nekdo pride z neko rešitvijo, potem seveda ni pripravljen ne poslušati, ne sprejeti nikogar drugega. Če pride ona druga stran z neko rešitvijo, jo pa drugi ne sprejmajo. Jaz mislim, da smo mi premejhni. Imamo prelepo državo, da bi posledice čutili zaradi tega, ker se politiki, ki stojijo na nekem piedestalu, ne morejo med sabo zmeniti. Mislim, da morajo tudi te politiki, zdaj se tukaj posujem s pepelom, jaz delam v tej smeri, stopiti z tega odra dol in prisluhniti, kaj imajo ljudje zapovedati. Ker politiki nismo sami sebi namen. Politiki smo tukaj za vas, za ljudi. In moramo delati tisto, kar vi ljudje pravite, da je prav. Če ocenim tako na hitro, pa ne bom predolga, stanja v naši državi, zaradi katerega jaz mislim, da rabimo spremembe. Rabimo spremembe na vseh ravneh. Ena izmed ravni je tudi predsednik države. Sicer so pa tu še ostale, tako na državnozborski, sodni, na vseh ravneh naše družbe, tudi na njenih podstateh.
to se pravi teh glavnih sistemih, ki tvorijo državo, zdravstvenem sistemu, pokojninskem sistemu, socialnem sistemu. Vedno pravim, da imamo bogato socialno državo, ampak ta socialna država ni pravična. In tista pomoč, ki bi jo morali dobiti tisti, ki jo najbolj potrebujejo, zelo pogosto ne pride do njih. Ne zavedamo se, kako zelo, zelo smo ranljivi na pokojninskem področju. To ni samo neka floskula. Naš pokojninski sistem, če ne bomo naredili ničesar, kar recimo do sedaj ta vlada, ki zdaj vlada, ni naredila ničesar v teh letih, se bo razsul v naslednjih 10 letih. Ravno zadnjič sem poslušala v Evropskem parlamentu, da bo v Evropi v letu 2060 razmerje med zaposlenimi in upokojenimi 1:4. 4 zaposleni pa 1 upokojenec. In da je to kar zaskrbljujoče. No, če vam povem, da je danes to razmerje v Sloveniji 1:1,25, potem si lahko ustvarite sami svoje mnenje, kje smo. O zdravstvenem sistemu te dni veliko poslušate, ampak to, če bomo namenili 100 milijonov novih evrov v zdravstveni sistem, to še ne pomeni, da smo rešili dolge čakalne vrste, ker novih 100 milijonov ni problem našega zdravstvenega sistema, ampak je problem v preplačanih storitvah, skorumpiranih javnih naročilih in slabo organizacijo. Da pa ne govorimo o naši pravni državi. Vsak dan imamo možnost spremljati, kaj se z njo dogaja. In zelo se strinjam s tistimi, ki pravijo, da imamo ugrabljeno pravno državo. Imamo najboljše predpise, pravijo, da imamo najboljše, oziroma če že ne najboljše, sami se hvalijo s tem, ampak največ, pa definitivno največ sodnikov na prebivalca v Sloveniji, ampak imamo pa tudi pravno državo, ki velja za ene, ko morajo plačati obresti ali pa jih izterjajo za vsako neplačano položnico, in druge, kjer se odpuščajo milijoni, sodbe oziroma tožbe pa padajo kot po tekočem traku. Jaz mislim, da se tega vsi zavedajo, vsi se zavedajo tega. Skoraj ne bi našli nikogar, ne glede na politično opcijo, ki temu ne bi pritrdil. Ampak potem vas vprašam, zakaj se pa nič ne zgodi? Jaz mislim, da zato, ker si še nismo pripravljeni naliti čistega vina oziroma povedati resnice. In tamle noter v cerkvi smo slišali med pridigo, kako je župnik lepo povedal, da nas bo resnica osvobodila. In to rabimo v Sloveniji. Naliti si čistega vina, kje smo, in seveda tudi dobro vedeti, kam gremo. In da nekako zaokrožim ta krog, kandidiram zato, da bom del tega, ki bo naredil spremembe, ki jih rabimo. Bom se potrudila v tej predsedniški kampanji, ki ne bo lahka, kažejo se že zobe te predsedniške avanture oziroma kampanje, kjer imajo nekateri več medijskega prostora, kjer si lahko nekateri mogoče privoščijo več, drugi pa si bomo to še priborili. Ampak jaz zaupam in vase, ker moram zaupati, ker vem, kam grem in ker sem svojo odločitvijo, da kandidiram, prevzela veliko odgovornost, za katero stojim, ampak seveda sama sem tukaj samo majhen delček te uspešne zgodbe, za katero mislim, da jo moramo pa narediti skupaj. Zato resnična hvala vsem, ki ste mi do zdaj izrekli podporo, za katere mogoče jih ne bom niti srečala in jim ne bom imela priložnosti reči hvala, pa res hvala vsem, ampak potrebujem vas jaz, pa ne samo jaz, ampak Slovenija, tudi še naprej. Zato vas prosim, da seveda širite glas o tem, da v Sloveniji rabimo spremembe in da sem jaz eden izmed tistih, ki te spremembe lahko naredi. Hvala lepa.